prav prisrčno pozdravljeni na predstavitvi nove knjige Založbe Družina in seveda nove knjige našega avtorja, gospoda Milka Mikova, ki mi je pred tiskovko rekel, da je to njegova zadnja knjiga, kar jaz sicer čisto ne verjamem, ampak bom čas prenesel svoje, ne? To pa 1000% drži. Dobro, treba boste imeli več časa za predstavitev tej. Tako da ja. Govorimo pa o knjigi z naslovom Neoprostljivo, komunistični zločini nad ženskami in otroki na Slovenskem. Pa dovolite, da gospoda Mikola, čeprav ga vsi poznate, na kratko vendarle predstavim, je zgodovinar, upokojeni arhivist Zgodovinskega arhiva Celje, nekdanji vodja sektorja za popravo krivic in za narodno spravo pri Ministrstvu za pravosodje, vztrajen raziskovalec povojnega komunističnega nasilja na Slovenskem, avtor številnih publikacij. Za knjigo Rdeče nasilje, represija v Sloveniji po letu 1945 je leta 2013 prejel Zoisovo priznanje, najvišjo državno nagrado za dosežke na področju znanstveno-raziskovalnega dela. Ta nagrada, kot ste dejali v enem od intervjujev, vam tudi veliko pomeni, zato ker so ga zanjo predlagali kolegi zgodovinarji. Ja, to je zgodovinska stroka, ki je predlagala, no, ne so politiki predlagali, ne? Tako, ja, to potem nosi večjo težo. Napisal je veliko knjig, najprej o zgodovini 20. stoletja na Celjskem, v zadnjih 25 letih pa o komunističnih zločinih v Sloveniji. Danes na Družini, kot sem že rekla, predstavljamo knjigo Neoprostljivo, komunistični zločini nad ženskami in otroki na Slovenskem. O partizanskih umorih žensk med drugo svetovno vojno na Štajerskem oziroma na širšem območju Celja je pisal že pred 20 leti. Najprej o dveh prispevkih z naslovom Umorija petih deklet leta 2003 in Umori brez vesti, prav tako tega leta v Demokraciji, in to pa še prispevku z naslovom Dekletov grob na Gradišču. V knjigi, ki jo danes predstavljamo, podrobno obravnava nasilje, ki so ga komunisti na Slovenskem izvajali med drugo svetovno vojno in v prvih povojnih letih nad ženskami in otroki, ki bi poleg ostarelih, bolnih, ranjencev in invalidov kot najranljivejša družbena skupina morali ne glede na čas in okoliščine uživati posebno zaščito. Po doslej ugotovljenih podatkih Inštituta za novejšo zgodovino so pripadniki komunističnih vojaških formacij med vojno in po njej na Slovenskem umorili 2314 žensk in 617 mladoletnih oseb. Kot gospod Mikola tudi zapiše v knjigi, je treba priznati seveda, da so enake zločine izvajali tudi pripadniki drugih vojaških formacij na Slovenskem, vendar še zdaleč ne v tolikšni meri in s tako krutostjo. Pa če gospod Mikola, preden vam zastavim prvo vprašanje, pokomentirate te številke, namreč mi smo jih tu sprojicirali, pa bi vas prosila, če nam razložite te formacije, ki so bile vojaške, ne vem, mogoče, če pogledate na strani 9. Aha. Ja, no, ker tole bi še dopolno tam, ko navajate, koliko je bilo mladoletnih oseb, da je treba med temi mladoletnimi osebami, to niso bili samo tisti, ki so se po takratnih merilih šteli za mladoletne, torej tja do 21. leta, ko so dosegli polnoletnost, ampak da so bili tudi mali otroci zraven, tudi dojenčki med obetimi, kar velja seveda predvsem za romske otroke na Dolenjskem in Notranjskem, ki so jih masakrirali poleti leta 1942. Ja, zdaj, če tole pogledate, kot je že bilo povedano, da so partizani že med vojno večino teh od 2314 umorjenih žensk in 617 mladoletnih oseb so večino umorili partizani med vojno. Nekaj sto pa jih je bilo, oziroma, ja, lahko rečemo, da verjetno nekaj sto pa jih je bilo pomorjenih po vojni, to so bile pa večinoma ženske. Nekaj žrtev, ali pa kar precej žrtev je bilo pa tudi otrok, vse tja do dojenčkov. To so tisti, ki so se nahajali v koncentracijskih taboriščih in so jih v Pekerskem taborišču so celo najmlajše otroke
ki jih niso prepeljali na Petriček z avtobusom, so jih predtem že naložili, ki še niso znali hoditi, so jih naložili na poseben voz, ki ga na Štajerskem imenujemo, zadnjo uporabljamo izraz Platona, ki ima ravno, torej nima lojter, ampak samo plašča. Ja, da so nam nalagali sedene bale, ponovadi, ne, so jih naložili na ta Platoner in so jih izpostavili junijskemu soncu pri Pekingu, kjer so potem odmokli pomahli. To je bil, mislim, da za moje pojme najhujši zločin, kar si je kdaj zgodil na slovenskih tleh. Večino teh umorov so izvedli med vojno partizani in sicer 1100, ali imam jaz to nekje, očala bi skoraj rabo, jaz nerodno. Ja, no, se vidi, 1118 pripadniki tako imenovane narodno-osvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije. Potem so pa še, če gledamo samo te največje kategorije, torej voz jih je pomoril, mislim, da 705, seveda, to samo so mišljene ženske. Če je bil kakšen otrok zraven, to se ne da ugotoviti. Ampak te številke vse so pa dejansko niso popolne, nikakor dokončne. Kajti, če jaz sam sem ugotovil, ko sem na Inštitut za novejšo zgodovino poprašal za neko dekle, niso imeli vnešenega v evidenci. Se pravi, da je ta številka še precej večja, kot pa je bila, kot je tukaj navedeno. Tako da je žrtev vsega skupaj, če bi si šteli ženske in otrok, da je najmanj 3000 po moji presoji. Gospod Mikola, zakaj odločitev za izdajo te knjige in kaj nam pravzaprav prinaša poleg teh golih številk? Ja, da sem se lotil pisanja te knjige, bi se bila odločilna dva momenta. En je bilo, da sem vedel, da je ta problematika obstaja, oziroma da so med vojno in pa po vojni, da so bili žrtve med ženskami in otroki po strani komunistov in da ta problematika še ni bila izpostavljena. Ta knjiga nekako ne nekaj dokončnega. To je, kot sem tudi zapisal, naj bi bila nekako samo spodbuda zgodovinarjem, da se lotijo bolj natančno in celovit pregled teh zločinov. To je bilo eno. Drugo je pa to, moram priznati, da me je spodbudilo, ko je neka zaslužna profesorica v Delu objavila v pismih pravcev ogorčeno pismo, ker je napovedovalec jutranje oddaje, dobro jutro, kako se reče, je dejal, da so ženske dobile volilno pravico v Sloveniji po demokratskih spremembah. In ona je to odločno zanikala, da so volilno pravico so ženskem dali komunisti že, in je navajala točno datum, kdaj je na osvobojenem, tako imenovanem osvobojenem ozemlju v Ljubljanski pokrajini, torej na Dolenjskem in Notranjskem, leta 42. maja je bil sprejet nek odlok o volitvah v narodno-osvobodilne odbore in so dobile resnično takrat volilno pravico ženske. Ampak jaz mi je potem odgovoril v pismih pravcev, da volilna pravica v totalitarnem sistemu ne pomeni nič, nima nobene vrednosti, ker gre samo za potrjevanje tistih, ki jih je predlagala partija in da tudi dejansko so tudi moški izgubili volilno pravico, ne samo ženske. In je potem na zadnji žaljivo pismo, torej Delo objavilo, meni pa ne več odgovora ne hotelo objaviti. No in potem tudi to me je spodbudilo, da sem rekel, da bom pa napisal nekaj o tem,
kaj so komunisti dali ženskam. Ne volilno pravico, ampak prvič v zgodovini slovenskega naroda se je zgodilo, da je slovenski moški, ali pa sploh, da je slovenski narod dvignil roko nad svoje ženske, pa dekleta, matere in nad otroke. Da se to, ne pa, da bomo zdaj govorili, kako so komunisti dali volilno pravico ženskim, in pa pravico do, oziroma možnost emancipacije. To je bilo tisto, kar me je spodbudilo k pisanju. Na vse zadnje pa tudi, ker sem te stvari imel že več ali manj zbrane, oziroma v različnih publikacijah sem že sam pisal o tem. Precej ogromno je pa bilo tega napisano v demokraciji, pa v drugih, v literaturi obstoječi strokovni. Ja, tu pri tem ženskem vprašanju bi jaz še dodala to, ki sem snoči pregledala, me kar močno pretreslo v poglavju na mestu zaključka ste zapisali, kaj je komunistična revolucija naredila iz nekaterih mladih partizank, kažejo primeri, ko so si nekatere med njimi zaradi svoje okrutnosti celo prislužile vzdevek krvava. Tako da ste pokazali še eno razsežnost tega te komunistične emancipacije. Ženske, žal, niso bile med vojno, to velja tako za obdobje časa vojne in pa v prvih mesecih po vojni niso bile samo žrtve, ampak so nekatere, seveda, res samo nekatere izjeme, so pristale med zločinkami in so sodelovale v zločinih ne samo, seveda, proti ženskam in otrokom, ampak v zločinih, ki so se dogajali med vojno in pa v prvih povojnih mesecih. Tako da o tem piše dr. Tone Ferenc v svoji knjigi Ljudska oblast Slovenske 41-45. Piše o partizanki, ki pa jo, čeprav on imel podatek, kako je bilo ime, pa to je toliko pomembno. Piše o partizanki, ki so jo partizani sami poimenovali krvava. Bila pa je menda 18 let stara punca. Bila je politkomisarka in je odločala o življenju, tako tudi Ferenc piše, da je odločala o življenju in smrti. In je, torej, če je dobila vzdevek krvava, so jo partizani dali sami to ime, potem je resnično šlo za zelo, zelo negativno stvar, oziroma kruto. Po vojni imamo na Celjskem tudi znan primer Tatjane Krvave, ali pa Krvava Tatjana. To je bila žena nekega zelo znanega Celjana, ne bom priimko to uporabljal, ker je ta znan v Sloveniji. In ona je bila celo študentka medicine, bila je oznovka in je po vojni hodila pretepati zapornike v Stari Pisker, kot oznovka, pa je, da se je pojavljala tudi, da je na konju prijezdila v Petrsko koncentracijsko taborišče in se tam izživljala nad zaprtimi domobranci. In tako da je dobila, tudi se je za njo oprijel tudi ime Tatjana Krvava, bila je pa znana, torej, v zvezi s tem naj povem še eno z njo povezano zgodbo, katero sem zvedel od pisatelja Draga Jančarja, ki je osebno poznal njenega moža, ki se je totalno zapil. In sicer zakaj? Ker je bil kot študent zaljubljen v to Tatjano, ki si je pisala, naj bi se pisala, ne bom priimko uporabljal nič. In je, ko je izpovedal ljubezen, je ona morala vprašati seveda partizanskega komisarja, če sme imeti njega, če ga sme imeti, če sta lahko para. Ampak ker je on izhajal iz podjetniške družine, torej iz buržujske družine, so mu postavili pogoj, da se naj on izkaže, da je vreden, torej da je na strani, partizanski strani, oziroma da lahko hodi s to punco
in so mu ukazali, da mora ubiti lastnega bratranca. In on je to storil in je potem se na starost popolnoma zapil. Je pa zelo znan Ljubljančan bil. To sem pa zvedel, ko smo pripravljali razstavo Temno stran meseca pa pogovori z gospodom Dragom Jančarjem. In ko so ga vprašali, zakaj niso ga vprašali, ampak je enkrat, ker zjutraj ni mogel začeti funkcionirati, dokler ni v sebe vrgel določeno količino močne žgane pijače, je nekoč se pa izpovedal, se je začel jokati in se jim je izpovedal, kaj ga tako leži, zakaj se je zapil, je zaupal svojim prijateljem, da je ustrelil vlastnega bratranca, da je žrtvoval. No, navsezadnje, ko govorimo o ženskah, znana je ženska, ki je dobila na Petričku, ki je dobila ime Črna vdova, ker se je znašala nad tamkaj zaprtimi otroki, malimi otroki, da je kruto z njimi ravnala. Pa recimo številne paznice brezimenske, njihova imena niso torej izpostavljena, so ravnale izredno kruto v ženskih kazenskih ustanovah. Primer je noter opisan tele, če boš pa te videla, čakaj, kaj se piše, ko je umrla v Regenburgu. Grundner, ja. Ona je bila, ta gospa je bila tako težko, na zasliševanjih so jo uničili zdravje, poškodovali so jo trebušno slino, pa je vse uničeno je bila in so z njo tako grdo ravnali v Regenburškem kazenskem poboljševalnem domu paznice, tako da je potem na koncu je umrla. Niso pokazali do nje nobene usmiljenja, skrajno kruto. Torej tudi ženske žal so bile med tistimi, ki so pomagale k izvajanju nasilja v vojni. Ali pa že med vojno. To je bilo nekako to nasilje, ti umori so bili značilni prav za te komuniste, partizane, tam kjerkoli so se pojavljali pravzaprav, ne? Ja, zdaj najhujša oblika nasilja nad ženskami in otroki so vsekakor umori. Jaz sem zdaj to prezentiral, številke imate tam njih, ne? Ampak so še bile druge oblike nasilja, seveda, ne? Najhujši torej z umori so začeli partizani že leta 1941. Takrat so sprejeli, zato da so dobili nekakšno legitimnost ti umori tako imenovanih narodnih sovražnikov. Oni so vsem, ki bi nasprotovali komunistični revoluciji, so zanje v svojem pravni terminologiji uvedli poseben izraz narodni sovražnik. Torej sovražnik naroda, v resnici pa mišljeno sovražnik komunistične revolucije. Narodna revolucija, ljudska revolucija, to je pa sinonim za komunistično revolucijo. In za vse te so potem pripravili ker so se pripravljali na obračun z njimi, so pripravili posebne predpise, to je tako imenovana komunistična justica. To so najbolj znani ta odlok o zaščiti slovenskega naroda, ki ga je sprejel slovenski narod v odboru 16. septembra leta 1941. Na podlagi tega odloka so potem imeli komandanti, pa komisarji, pa voz, proste roke, pa partija seveda proste roke pri izvajanju, kot so oni rekli, uporabljali so dva izraza. Likvidacija, kar pomeni, da so nekoga zbrisali kot osebo tudi, ga ubili in ga zbrisali, da on ni več obstajal, tudi grob ni njegov obstajal, ali pa izraz justifikacija, kar pa je popolnoma narobe. Ker justifikacija se uporablja ta izraz samo v primerih, ko je nekdo obsojen na smrt od strani pristojnega sodišča, pravno močno obsojen. Ampak na procesu je justifikacija v vsakem primeru, če sodišče izreklo smrtno obsodbo. Tu pa niso smrtnih obsodb izrekala sodišča, ampak je bilo to v rokah politkomisarjev pa komandantov oziroma partijskih funkcionarjev. Da so uvedli to terminologijo
ki potem so še sprejeli predpise o vojaških sodiščih leta 1943, ne bom našteval, da so bila uvedena stalna partizanska vojaška sodišča. To so bila pri vsaki brigadi, pri odredu, pa so bila še sodišča, ki so imela območna sodišča, področna imenovana, in pa višje sodišče pri glavnem štabu Novem Post. To je bila vsereoslavna justica. In na podlagi te reoslavne justice so potem oni izvajali te umore. No, prvi umor, prvi umor ženske se je zgodil na Štajerskem, ki ga opisuje to noter. Žrtva je bila pa ena Avstrijka, ki je bila poročena s Slovencem, Štefanija Čmak iz Gobilskega, ki je živela sta v nekem malem dvorcu, imela sta žabo. Podjetje sta imela in so napadli, ki je prvi štajerski bataljon pod komando Franca Rozmana Staneta. On je vodil to. Celjski zgodovinar Stanet Trčak je napisal napad na Štravsnik, torej na hišo, dvorec, v katerem so živeli sami civilisti, neoboroženi, ženske, ena je bila celo noseča. In so potem zažgali žago, odpeljali moške in pa Štefanijo Čmak, medtem ko prizanesli so pa njeni snahi, ker je bila noseča, in se je en partizan, ki je le imel nekaj osmiljenja, se je zavzel za njo, da tudi njo niso odpeljali. Odpeljali so jih na Čreto, na Dobrovljani, kjer je bila potem tista znamenita bitka na Čreti, ko so rekli, da je bil to prvi frontalni spopad partizanov z Nemci na Slovenskem. Najprej so jih nameravali vreči s pečine žive. To je pričal meni osebno udeleženec, član, pripadnik prvega štajerskega bataljona in partizan. Potem, ker se je začela bitka, so pa ne bilo časa, da bi jih gnali do pečine, pa bi jih vrnili čez, so jih pa ustrelili. No, višjek so pa ti umori dosegli seveda leta 1942, ko se je začela revolucija. Ko je revolucija dobila poln razmah na tako imenovanem osvojenem ozemlju, na Dolenjskem, Notranjskem, Beli krajini, Suhi krajini, kjer so pa pobili cele družine ali pa bili so primeri, ko so bile žrtve cele družine, ali pa je bilo iz posamičnih družin, sta najmanj 2 bila ubita ali pa 3 in več. Tako seznam teh družin oziroma opis tega je v knjigi na koncu, ker je tega preveč, da bi v vsebino na začetku oziroma tja dal pri tem poglavju. Moram pa povedati, da mi je te podatke dal gospod Ivo Žazela in se mu na tem mestu lepo zahvaljujem, pa ni želel, da bi on kot avtor bil tega podpoglavja. Tako da je to vključeno v knjigo. Mislim, da gre tu za preko 130 družin, vsi skupaj, kot jih tu še več, okrog 150 družin, kot je navedenih tu, katerih člani so bili pobiti delno, nekaj družin pa je bilo tudi v celoti pomorjeni. Tako da je in to na grozovite načine. Kajti odlok o zaščiti slovenskega naroda je dal proste roke, na kakšen način bojo narodne sovražnike pobijali. In dogajali so se strahotni zločini, torej s hladnim orožjem so pobijali tudi dekleta. No, moram priznati, da sem imel en dokument, pretresljiv izpoved enega partizana, ki je po vojni naredil veliko kariero, to je bil Žgan Knesl, ki je Velenje zgradil. On je bil partizan in je bil v Dolomitskem odredu in opisuje v svoji knjigi Spomini rdečega kralja, ki sta je napisala 2 novinarja, opisuje primer, ko so v Četo prignali enega starčka, pa 2 fanta, mlajša, in pa 2 mladi dekleti.
jih obtožili kar pavšalno, da so izdajalci in zapiše, da so jih najprej strahotno mučili, potem so pa tega starčka in pa dekleti oziroma fanta ustrelili, medtem ko pravi za dekleti, da so jih pa končali z noži. Torej, to mi je tudi mene, ko sem marsikaj prebral, strahotno potresno. So pa bili, tudi so bili izjemni. To je samo en odkrit, mislim, tak primer, ki ga je opisal sam partizan. Recimo, partizani so po napadu, ta slavni prvi pohorski bataljon, je, mislim, da novembra ali do oktobra leta 1942, je, ko se je pripravljal na zimovanje na Pohorju, je napadel tovarno Lepenke v Veslini in je umoril, to so umorili obratovodjo tega podjetja in pa njegovo ženo. In to hladnokrvno ta partizan popisuje Zalaznik, Leon Zalaznik, ali Franc Zalaznik Leon, hkrati opisuje, kako so poslali najprej, da jih je pokončal po imenu ta partizan s sekiro in je rekel, potem smo pa še poslali pa po ženu najše njo in je še njo sekiro bil. Torej, ti ekscesi, če pa niso bili to ekscesi, ampak ti primeri, take okrutnosti so se dogajali tudi na Štajerskem, ne samo na Dolenjskem. Po celi Sloveniji so se dogajali. Ja, moje vprašanje je bilo, če vas je katero posebej pretreslo, pa ga zdaj ste že povedali, pa tudi... Ja, ker sem bral vaši misli. Ja, no, jaz pa moram vseeno izpostaviti, najprej pa ne bo pač, mislim, vse je skupaj tako grozljivo, pa nedopustno, ampak tudi to na nek način neko uživanje v teh zločinih, ker sem prebrala zapis tega pričevanja, kako so ubili, zdaj ne vem, imeni si pač ne zapomnim, ženo enega oficirja domobranskega Teharja. Seveda je on mogel prisustvovati in gledati, vsaj 15 moških jo je posililo tam, preden so jo potem zaklali, tako da je bilo nekaj grozljivo krvoločnega v teh ljudeh. Ja, to so, kakor je nastane taka klima, kot je bilo polno brezpravje. In ko to dopuščajo tudi celo predpisi, se vedno najdejo ljudje, ki pridejo na svoj račun. Taki ljudje tudi danes živijo med nami, nedvomno, ki bi počeli zločine. In to so sadisti. In tem sadistom ni bilo težko ubiti z nožem dekleta. Ni bilo ženo. Ni bilo. In zgodovinar Marijan Linasi iz Koroškega pokrajinskega muzeja v Slovenj Gradcu zapiše v svoji knjigi, eni izmed svojih knjig, kdo so bili ti sadisti, da jim je partizan, da vam ima znan Franta, Franc Sever, Franta, tako vzdeliki Franta, da je povedal, da so to bili mesarji in lovci, ki so to počeli doma. Torej, ker so bili že navajeni na krik, to besedno tako zapiše. Torej, priče smo neverjetnim sadističnim dejanjem, no naj povem en primer, ki sem ga jaz raziskoval, dobil sem podatke, ker je moja mama tam blizu doma bila dol, to je kraj blizu Loke pri Žusmu. Prav v Loki pri Žusmu, moja mama je bila pa je sosednega sli doma in je te stvari poznala, čeprav ni bila več dol, ampak je njen brat na domačiji vel in je to, so potem se tam ljudje pogovarjali, je Kozjanski odred napadel, mislim, da 24. julija leta 1944 je napadel žandarmerijsko postajo v Loki pri Žusmu in so gredoč se lotili še trgovca Josipa Kozmusa, kateremu so pa že nekajkrat popolnoma izropali trgovino in je zato o njih resnično govoril še prej kot prijazno. Ampak kaj so z njim naredili, niso ga ustrelili, ampak so ga odpeljali v gozd na Rudnico, ga razpeli med dve drevesi in so mu prevezali trebuh
tako da je umiral, pa je tako, to je sestrična od moje mame, imam pričevanje njeno zapisano, ko je bila tam blizu doma, pa tudi moj stric, da je umiral, da so več ur in da so slišali njegovo kričanje, ne vem kako daleč. Ne. In pisec Teropšič, pisec NOB, ki je obdelal in napisal monografijo o Kozjanskem odredu, on samo napiše, da so poravnali račune z Kozmosom. Nič ne omeni pa, kako so, kaj so storili, kaj so zločili. No, še to v zvezi s tem naj povem, da so starejši partizanski pisci te zločine opisovali in so to imali kot nekaj samo po sebi umevnega in da bojo ljudje to sprejeli kot popolnoma upravičeno. Tako so za tiste Ložnjaka v Meslinji je ta Leon Zalaznik natančno opisal. Potem v Pohrovskem bataljonu od Filipiča je pa že samo napisal avtor, da so jih oba, da so z njima obračunali oziroma da so jih ubili. Nič pa ne več kako. Ker prej je bilo pa to celo za njih nekaj, da so se s tem ponašali celo ti ljudje. Tako daleč je to šlo. Ampak vodstvo partije oziroma partizani, kar so takrat bili, je to vedelo, ker se pravi, da so ustvarili partizansko justico, te predpise, ki so jim dajali proste roke, so jim dajali. Šele potem, če je kje šlo tako daleč, da so pa se začeli ljudje zgražati na tem zločini in je kazali, da bojo izgubili vse simpatije, potem je nastopil kartel, ki pa je prej pozival, ubijajte v rundah. Ali pa ko se kolje vse, kar pride pod nož, to so v njegovih pismih, ki so te zapisi, to je prvič sem prebral v delu gospoda Žerdele Zasuta usta, ta pisma Kardeljeva. Zdenke Kiprič, med temi ženskami, ki bi jo pa na prvo mesto postavil, je bila pa žena Borisa Kidriča, Zdenka Kidrič, Marjeta Alijana, z Devkom, ki je načelovala posel. In je ona po direktivah partije odrejala, koga, kdaj, kje in kako bojo poslovnega likvidirati. Tako da to je glede na hierarhijo gor, je treba postaviti seveda Zdenko Kidrič. Tiste dol partizanke tudi je treba seveda gledati tam je kot na zločinke, ampak Zdenka Kidrič se osebno ne ima za skrbel rok, je pa namesto nje so to opravili drugi. Tudi te ženske, recimo Pepca Kardel, Vida Tomšič, te niso nikoli niti glasu povdignile zoper izvajanje te zločine. Ni bilo nikoli, vem tudi primer, ko so je na Vidu Tomšič se je obrnila družina, ko si je Tito zaželel rezidenco na Bledu in jo je tudi dobil seveda, in ker je bila ena družina, je imela hišo preblizu rezidence, tako da bi bilo nevarno, se jim zdelo, da bi bila možnost, da bi se kaj zgodilo, in so ukazali enostavno to družino izgnati na Kočevje. Po vojni to bilo. In so najprej očeta, potem so rekli, naj je prav dopisal, pošljemo še, ker je tako navezano družino, pošljemo kar celo družino v Kočevje. In so jim hišo zaplenili in se potem je advokat, ali mislim, da je advokat naredil vlogo na Vidu Tomšič, je ohranil ta dopis, ni dala nobenega odgovora, da bi se zavzela za to družino. Tako da so te partijske funkcionarke niso sicer bile neposredno udeležene pri ubijanju, ampak so pa s tem soglašali. Seveda, to se zdaj posegel pa v povojni čas. Po vojnem času so pomori žensk, pa
deloma tudi otrok, so se dogajale v prvih mesecih. Takoj od konca vojne, pa tja do julija, avgusta, ko je bila amnestija izrečena. Največ žrtev je bilo seveda med ženskami, ki so prišle skupaj z domobranci z Koroške, ki so bile verjene. Te, ki so prišle v tehelsko taborišče, za njih je znano, da so vse pobili. To je ukaz za njihov pomor, ki dal načelnik načelstva Osne za okrožje Celje, Milan Benišnik, kar bi naj on potem obžaloval in je potem tudi naredil leta 1984, pa mislim, da je naredil samomor. Ker ga je partija želela od njega, partija je namreč želela zato, da ne bi, ko je prihajal Vladan, da ne bi se kakšni drugi lotili tega raziskovanja, je ona formirala svoje zgodovinarje, tako so ti zgodovinarji pod vodstvom dr. Dušana Nečaka začeli raziskovati dahovske procese, pa niso ugotovili niti, jih niso vprašali niti o Ribičiča, kje so pokopani dahovske žrtve, sploh nedokončano je to, oziroma kot da jih niso pobili. Potem so glavni zaupali so to svojim režimskim zgodovinarjem in so imeli namen tudi raziskati povojne poboje. In so bila imenovana komisija, v kateri je bil tudi dr. Toni Ferenc, pa Križnar, pa Biber, mislim, da je bil to, in so ugotovili, da ni nobenega gradiva, da je vse bilo uničeno. In to, da je bilo uničeno v 60-ih letih. No, takrat so začeli spraševati tudi, partija se obrnila tudi na tega Benišnika, da naj pojasni, kaj se je zgodilo, kaj se je dogajalo v tehelskem taborišču. So se delali neumne, kot da oni niso vedeli, in takrat je še živo za božjo voljo Maček. Vsi ti, Luka, Franc Leskovšek Luka, Miha Marenko, Krajgarja, vsi so živeli, oni so še kako dobro vedeli, kaj je, ampak so se delali neumne in so Benišniku namenili dopis, naj pojasni, kaj se dogajalo v tehelskem taborišču. In on je to razumel in vedel, če se je takšna partija zanima za te stvari, oziroma to, da to sledi likvidacija. In je si pognal kroglo v glavo. Prej bi pa naj izrazil obžalovanje. Je pa bilo iz tehelskega taborišča poslanih v smrt okrog 100 deklet in te kite so verjetno kite deklet iz tehelskega taborišča, ki so to. No, potem moramo to umeriti, seveda koncentracijska taborišča, kjer so ženske bile zaprte skupaj z moškimi in z njimi tudi otroci. Stranišče pri Ptuju, Šentvit pri Ljubljani, oziroma Škofijski Zavodi. O tem sem zaman iskal v zborniku, ko je obletnica tega zavoda bila. Ni bilo nič napisano skoraj. Kakšno usodo so doživeli te ženske, se sploh ne ve iz šentveškega koncentracijskega taborišča. No, potem je pa Stranišče pri Ptuju, pa Hrastovec, kjer so bili zaprti pripadniki nemške manjšine. Tam so bili zaprti tudi otroci, seveda so stradali, bolezni so bile, tako da jih je neznano število, jih je umrlo v koncentracijskem taborišču Stranišče pri Ptuju. Potem so pa 5. avgusta na zahtevo Rdečega križa, ki je obiskal to taborišče, so te otroke predstavili, isto tudi iztekali, so jih odpeljali na Petriček, ta majhne otroke so pomorili, iz Stranišča pri Ptuju so pa otroke prepeljali v grad Ormož, ki je, ta ustanova ima naziv, je imela otroško taborišče grad Ormož. Z njimi je upravljala Ozma, načelstvo Ozme za okrožje Maribor, torej je šlo tu za taborišče. In v njem je bilo zaprtih preko 500 otrok. Ti otroci, moramo reči, da mislim, da so v resnici doživeli večjo tragedijo kot pa
Petriček je tako znan, ker je knjiga napisana, Ivo Ott je napisal, knjigo o njem, pa film je bil posnet, predvajan že zelo malo, ali pa nič se pa ni vedelo, pa še danes se zelo malo ve, da je pa obstajalo mnogo večje taborišče v Ormožu, kjer, kot sem rekel, je bilo zaprtih preko 500 otrok, ki so jih prepeljali iz stranišča pri Ptuju. In kaj se je zgodilo? Ti otročki so tam, domačini so bili pokazali do teh otrok sočutje in so nosili hrano, da jedilni pribor, vse te stvari, tako da ti otroci niso bili izpostavljeni kakšnemu trpljenju takemu, pač pa kaj se je zgodilo. Otročki so sestradani, so se preveč najedli, več kot bi smeli in so zaradi tega ubijali, majhni otroci. Ali pa že, ko so jih pripeljali zaradi popolne izčrpanosti pa bolezni. Tako da je evidentiranih je 39 otrok. Ti so pokopani na pokopališču v Ormožu. Bila je tudi žalna slovesnost, postavljen je bil tudi križ v spomin na te otroke in na Ormoškem pokopališču. Moram priznati, da sem bil povabljen, da sem napisal govor, mislim, da sem govor napisal, ampak ko bi ga moral pa prebrati, je pa nastal smoko v grlo. In tako da je moj govor potem prebrala ena gospa. Pa so ga sproti prevajali v nemščino, ker to so bili večinoma nemški otroci, pripadniki Nemcev, ki so živeli pri nas. Tudi oni so, torej otrok ne mora biti nikoli ničesar kriv. To gre za najčistejše žrtve. In isto se je tudi dogajalo v Hrastovcu, tem gradu, kjer je danes mislim, za te starejše, ki so nekoliko psihično prizadeti, je dom. Zdaj, tam so strahotno grdo z njim ravnali, tako ženskami kot otroki. To sem jaz objavil, nekateri verjetno veste, ko sem delal na študijskem centru oziroma na sektorju za popravo pravic in stavno spravo, sem objavil 2 zbornika o koncentracijskih taboriščih. In tam so objavljena pričevanja teh, ki so doživeli ta koncentracijska taborišča. To gre predvsem za koncentracijska taborišča Strnišče pri Ptuju, Hrastovec, ti dve. Bilo jih je pa cela vrsta, ne bom danes tega, kot vemo, Tekanje, Šentvid nad Ljubljano, potem Škofja Loka, Studenci pri Mariboru, Brestrnica pri Mariboru. Iz nekaterih teh taborišč je šlo v smrt in zato so bila to ne samo navadna koncentracijska taborišča kot taka, ampak dejansko uničevala taborišča smrti. In to je tisto, da se še danes, kljub temu, da je vse to išlo, pa bilo obelodanjeno, v Sloveniji oblast, leva oblast, spreneveda, kot da tega ni bilo, v Sloveniji, kot da ne poznajo, da je to obstajalo. Skušajo Slovenijo kot nek otok v socializem, ali pa Jugoslavijo v socialističnem svetu prikazati. Nočejo priznati, da smo imeli stalinistični sistem, ki je poznal koncentracijska in delovna taborišča. In se delamo kot približno Avstrijci, ki nikako nočejo priznati, da je nacizem ni bil uvožen iz Nemčije, ampak da je bil samonikel. Da je nacizem nastajal tudi na Koroškem predvsem, v Avstriji sami. Znamo je to za Avstrijce, pravijo, da bi oni radi svet prepričali, da je Hitler bil Nemec, Beethoven pa Avstrijec. Bi radi prepričali, da v Jugoslaviji ni bilo nikoli stalinizma, pa nikoli teh zločinov.
No, zdaj bi to še omenil eno kategorijo trpljenja žensk, to gre pa predvsem za ženske, to pa so povojni zapori. Po vojni je bilo v Sloveniji šlo skozi zapore pa ti, ki so bili obsojeni, ali pa so bili administrativno poslani na prestajanje kazni poboljševalnega družbeno koristnega dela, pa poboljševalnega dela, je šlo na tisoče in tisoče žensk. Bilo je ustanovljeno posebno taborišče za ženske v Rajndolu, tako se v odločbi julija, ki jo je izdal notranji minister Krajger, se imenuje to taborišče v Rajndolu, v resnici pa to v Ferdrenku, blizu Kočevja je ta kraj, ker je bilo zaprtih okrog 500 žensk. Drugače, kaznilnica za ženske je bila pa najprej na Gorenjskem Begonjah. Na Gorenjskem, zdaj Gorenjci bi mi že rekli, da ne naglašam prav, moja žena je Gorenjka, bi rekla, to že ne je v redu. Beknje na Gorenjskem. Je bila kaznilnica, potem so jo pa predstavili v grad Reichenburg, to je današnja prestolnica. In sicer je bilo leta 1948, so jo predstavili v prestolnico junija, je bilo zaprtih takrat v prestolnici oziroma v Reichenburgu 1081 žensk, obsojenih na odvzem prostosti s prisilnim delom. Nekatere v njih so umrle zaradi bolezni. Vsaj 2 primera sem pa ugotovil, ko so jih ubili. Ena Celjanka, Celjanka je bila, ko bi morala biti spuščena, pa so jo, še mami je napisala en teden preden bi ji potekla kazen, je napisala pismo, da se vidijo, da je zdrava, pa ni bila nikoli ni prišla domov, in potem so izvedeli celotno zgodbo, kako se je zgodilo, da so jo tistega dne, ko morali domov, so prišli po njo in so jo urbuci ponovno zaslišvali in so jo metali v steno z glavo, tako da je dobila prelom možganskega dna. In so jo kar tam pokopali, niso nič svojcem povedali za pogreb, in potem, ko so naredili prekop, ko je bilo to dovoljeno, na smrtovnici sploh ni naveden vzrok smrti. In kasneje so izvedeli, kaj se je v resnici zgodilo. No, en najtežjih primerov pa je predstavljala umor ženske, ki je za moje pojme nekaj herojinja in bi morala imeti v Celju spomenik. Tako ga imajo pa Franc Lesko še Klevka, svoj spomenski park ima dejansko nekakšen. To je Elza Premšak, to je bila Celjanka, delala je v Emu kot uradnica v Emu, v Vestovi tovarni malirane posode. In je po vojni, ona je vse to videla, kaj se je dogajalo, in je bila naivna in je preko nekega posrednika, ki pa je bil verjetno sodelavec Udbe, oziroma kakšne Ozne, je angleško vlado obvestila v 2 pismih, kaj se dogaja v okolici Celja, da množično pobijajo civiliste in pa pripadnike domobranstva, ona je bila garda, in navaja, točno morišče navaja, čisto konkretno. No, in potem so jo izsledili, jo zaprli, obsodili na smrt, pa je naj bi bila noseča, in jo potem se ne ve, verjetno nedvomno, da je zagovornik prosil, če je ga imela, to zelo dvomim, da je zaprosila za pomilostitev prezident Ljudske skupščine Federativne Ljudske republike Jugoslavije, bi naj bila pomiloščena, to da predno je ta rešitev prišla, so jo v Celici ustrelili. In ti dokumenti so v knjigi objavljeni, torej zapisnik o ogledu njenega trupla v Celici. Bila je pa zadeta na oko. Zgovarjali so se pa, če da jo je ustrelil stražar iz dvorišča gor, ker je se približala okno.
To je mislim, ta ženska zame heroja, kateri bi morali vsaj takšno pozornost posvetiti, kot je tudi deležna si ti boli delati? Kako? Angela Vodej, ne? Ja, to so herojine, ženske herojine, ki bi se zaslužili spomeniti, ne? No, to so ti primeri posamični, seveda še daleč je nemogoče se približati, da bi obdelal neko približno številko oziroma primere. To bi moral biti en cel tim raziskovalcev, če bi hotel doseči. No. Jaz mislim, da sem s to knjigo vsaj nekako želim opozoriti slovensko javnost na to, kaj se je dogajalo, kakšno usodo so doživele ženske v socializmu. Jaz vam lahko izrečem na tem mestu samo hvaležnost za to vaše požrtvovalno delo, pa če dovolite od konca še eno malo bolj osebno vprašanje. Iz kakšne družine, kakšna je pa vaša zgodba, vi izhajate? Kje ste vendarle črpali moč za to raziskovanje? Tudi prej ste že omenili, ste ene podatke dobili od mamine sestrične. Če lahko delite z nami vašo zgodbo. Ja, verjetno, da tisti, ki bi me utopili zaradi mojega pisanja v žlici vode, teh ni malo, ne? Moram pa nekaj povedati še, pa ne sme ženski svet zameriti. Vse napade, ki sem jih doživel, teh ni bilo malo, tudi zelo brutalni napadi sem doživel v strani žensk, ne od moških. Pa sem se pogovarjal s politkomisarjem enega izmed bataljonov Zidanškove brigade, 11. brigade partizanske, ki je ostal na pozicijah zavezenega patica, ampak je rekel, imate vse, kar se je napisal, jaz nemam kaj reči, res so se te stvari dogajale. Je rekel, pa ni bil do mene, so se pogovarjala, vsak na svojem bregu, ampak so se pogovarjala. Nekateri sem pa doživel, ko so mi ženske napadle zelo, zelo grobo. No, bi kdo pričakoval, verjetno, ti ljudje pričakujejo, da sem jaz z neke buržoazne družine, ki je, ali pa močno klerikalne družine, ki že ima v genu zapis, antikomunistični zapis, ampak sploh ni res. Jaz sem doma dogrobljenega pri Celju, pa pri Šentjurju, to je majhen kraj, tam se vcepi železnica za Rogaško Slatino, za Rogatec. Mi smo imeli srednje veliko kmetij, 8 hektarov, in moj oče je med vojno bil partizanski vodič. Je partizane 44 leta po prihodu 14. divizije je prevzel vodenje partizanskih enot, oziroma partizanskih enot, ki so šle skozi, jih je vodil proti Vitanskemu pohorju gor. Bil je namreč zelo dober poznavalec vseh poti, ker je bil pred vojno skupaj s svojim očetom, mojim starim očetom, je bil mešetar za živino in je vse te kraje prehodil. Tako da je vse poznal in so ga angažirali, sploh ker je bila naša družina znana kot liberalna. To sem zvedel potem iz časopisa med obema vojnama, iz časopisa Demokrat, ki izhaja v Celju. Da je bil moj star oče znan liberalec in so ga potem angažirali. Pri nas je bila pa partizanska javka, ki jo je vodila mama. Sprejemala je pisma, ki jih je pošiljala oziroma prenesla ena uradnica iz pošte na Grobilem, ki je jedla skupaj v menzi z železničarji in je izvedela, kdaj pridejo kompozicije, železniške kompozicije z vojaštvom, pa z municijo, orožjem in tako dalje. In je potem je obveščevala partizanska obveščevalna služba na podlagi tega obvestila, tako da so partizani minirali progo ali pa celo poslali letala, da so jim večkrat, je mama pravila, da so bile, cela kompozicija je bila uničena, oziroma lokomotivov so sposobni predvsem,
Skratka, bila je v nekem smislu, bi rekel, da so bili partizanska družina, da smo bili. Po vojni je komunistična oblast pričakovala, da bo ta moj oče pa mama sodelovala z njo. Ampak moja mama za komuniste slišati ni smela, ker je bila globoko verna in je že to, da je slišala, da so komunisti neverniki, je odbijalo. Še bolje pa oba odbijalo, ko sta videla, kaj so počeli z ljudmi, s kmeti, z obvezno oddajo, predvsem. Ne? No, in ker nista hotela sodelovati z oblastjo, se jima je ta maščevala na ta način, da so jih obremenili z obvezno oddajo tako močno, da je enostavno nista bila sposobna, nismo bili sposobni zadostiti. In sta bila oba v zaporu. Bil sem priča, mislim, moj najzgodnejši spomin vsega, ko sem bil 4 leta star, to je bilo oktobra leta 50, to vem zato, ker je bilo takrat sadje, nekaj to jesen, ko so prišli, da bi nam odgnali vole in je bila mama sama doma in se je temu uprla in so jo se obesla volom na verige in so jo tolkli z zapahi, pa ne spustila in potem bi pa prišla po njo, so prišli iz Šentjurja pripadniki Ljudske milice in jo odpeljali v preiskovalni zapor v Celju. No, leta 50, to je bilo leta 50, naslednje leto so pa očeta zaprli zaradi obvezne oddaje, češ da je oddal premalo suho žito, da žito ni bilo dovolj suho in se je to smatralo kot gospodarska sabotaža in so ga odpeljali direktno iz te postaje odkupne na Grobeljem. Žito so vzeli, v lovsko vprego z vozom je pa pripeljal moj starejši brat domov in je bil potem moj oče obsojen pred okrajnim sodiščem v Celju na 4 mesece zapora pa na 5000 dinarjev kazni. Je bil obsojen, ampak pod tem pogojem so mu izrekli tako nizko kazen, da mora, drugače bi par let dobil zapora, da mora oddati še eno tako predpisano obvezno oddajo, kot smo jo oddali. Ne sploh, ker smo imeli žita, mi smo stradali. In je potem mama si šla sposoditi žito v sosednjo vas kmetu, da nam je posodil, da smo dali, da so očeta spustili. No, naslednje leto, 52. leta, so ga pa je neke noči, jaz tega se pa ne spomnim, neke noči je oče zginil, nekaj pa več doma. Zjutraj, ko sem se zbudil, očeta ni bilo, in ko sem vprašal, kje pa je oče, ko sem mama vprašal, rekla, veš, ati so šli pa na vrožne vaje. Nikoli nismo vedeli, kje je bil, nekaj bilo pol leta, da ni bilo domov, po pol leta se je vrnil, nikoli povedal, kje je bil, nič. Nikoli nismo izvedeli tega, kje je bil. No, v tem času seveda, ker je bila kmetija, je bilo treba delati, na kmetiji pomagati mami, najstarejši brat moj je bil takrat star 14 let, drugi 15 let, en pa 8-9 let, jaz pa tako da pravzaprav jaz sem bil star, to je bilo leta 52, 53, ne, jaz sem bil 7 let star. In sem tudi jaz pomagal potem pri samoreznici, in se mi je naredila nesreča, da mi je odrezala samoreznica prste na desni roki. Tako da sem tudi jaz posredno bil žrtev tega komunističnega nasilja. Če bi oče bil doma, se mi to nikoli ne bilo zgodilo. Ker bi bil oče, bi on delal to. Tako pa je brat, so bila z bratom, ki je bil pa doček otrok, so to delala, no, in tako sem tudi jaz sam na lastni koži občutil in seveda posledice, ki so postale trajne. Ampak, če se ne bi to zgodilo,
ne bi tako te knjige bilo, pa nobene knjige, ko sem napisal. Tako da, vse je za nekaj dobrega, tudi če je najbolj krupno. Ja, hvala, ki sem poslušal. No? Gospod Mikula, iskrena hvala za to deljenje vaše osebne zgodbe, predvsem pa za to knjigo, ki je res izjemen dokument naše polpretekle zgodovine, s katero se nikako nočemo soočiti, vendar njene posledice čutimo v vsakdanjem življenju.